Ja, imam. Dejan, kako to, da si se odločil za 6-batne Vilvo Celiusti spredaj? Dokaj vhodno sem dobil cel set in cel avto imam na Vilvo, da sem pa vzel te. Pa v Formula Driftu se furajo. In GHD pod nano. Dobro, ne? Sprednje gume so prava izbira federalke v 235-418, so pa RS RR-ke, ta hud semi-slik model, ki je by the way boljši model od FZ-ja, po mojem mnenju, ne bo naredil boljšega časa, se pa boljše obnaša v bolj manj vseh pogojih. Tudi z Weissfabom, ki je zgodnja verzija Weissfaba, bi lahko rekli V1, ki jo prepoznaš potem, da notranja kugla ni nagnjena, ampak je pač v istem, ima enak kot cela roka. Se dogaja obraba gum po notranjem robu, kar je značilno za naše drift avte, v bistvu za bolj ali manj katerikoli Lockheed, ne? Avto se pa fura na KVG windah, ki so kakšna verzija? Competition dvosmerno nastavljive. Aha, torej so klasični competition amortizeri, ampak tukaj so narejeni po naročilu, ne? Po naročili, ja, po teži avta in po velikosti, pač po dolžini. To pa je tudi... Se je prilagajalo. To pa je zato, ker je zadaj most od E39-ke, spredaj pa je pač klasično E46-500 z E46 mostom, pa tudi volansko, ne? A volanska je kakšna hitrejša ali je navadna E46? Pač ta je, ki ima, koliko ima že rumena oznaka, 3 obrate. Torej je ta hitrejša volanska, ki ima 3 obrate lock to lock, tako da plus tega, da je volanska hitrejša kot serijska, pa tudi Weissfab pospeši ratio volana, tako da je volan ekstra hiter in full odziven, ne? Zanimivo je tudi videti te Speedway diske, to so diski, ki so samo vrtani, niso interno hlajeni. Tu zadaj so pa zavarovani, v bistvu ni to klasični safety wire, ampak je samo ena žička, ki preprečuje, da bi se katerikoli vojak odvil, ne? Oziroma to je safety wire, sam ni ono spleten, zato ker itak gre skozi vse vijak, ne? Ja. A to si jih mogel vrtati, to so že prišli? Ne, so že prišli, prirejeni. Da se ne rabi s tem zabavati, ne? Tu recimo, tu povezavo, kako se tebe zavaruje, mi je potrdil Mike Kojima. Sem njemu pisal, če sem prav naredil in ti bi rekel, ja, tako se naredi to, ne? Ker nisem bil siguren, ne? Za vse, ki ne veste, kdo je Mike Kojima, pogooglajte Moto IQ in postalo vam bo več jasno. Ja. Pol avta je z Moto IQ-ja to, kako sestavljam. Dost sem ti zapregledal in dobil par fint in tebih reči in je res, se splača pogledati, splača. Ta avto se že nekaj vozi in to vidiš tudi potem, da je ta Weissfab roka izvajala strugarske dejavnosti na notranjem robu felne. So pa spredaj 18-ke širine 8,5, so pa to Japan Racing Slow 1, ki so v bistvu zelo lahke felne. Sem imel pa tudi jaz z njim že bližje srečanje in je ta moja feltna postružila prak, oziroma porezkala prak na ta črnem avtu. Daj, povej, kaj se dogaja pod havbo, zakaj je motor v kabini? V bistvu motor v kabini je pač zaradi večjega prenosa teže na zadnje kolesa. Malo je bilo tudi posledica pač zaradi karterja, ker načeloma, če bi dali karter predi, bi bil preveč naprej. Če bi šli predelavati karter, bi mogli delati po suh karter oziroma zunanjo oljno črpalko in bi preveč podražalo. Enostavno tam noter je padel, noter smo preredili vse, skrajšali kardan, nova požarna stena, novi nosilci seveda za motor. Takoj se bo vrnil v Engine Bay, samo da pokažem karter. Ta karter je pa, sprednji karter je značilen za BMW V8 motorje, v tem primeru gre pa za S62 5-litrski V8 iz E39 M5. Ta karter ni enak kot na navadnih V8 motorjih, ampak je v bistvu dosti bolj športna verzija in skrbi za to, da motor nikoli ne strada z oljem, kljub temu, da je sprednji karter in sprednji karter ima večkrat težave z stradanjem olja. Ja, ima v bistvu dodane 2 stranski pumpi na zadnjem delu karterja. Tako, sem hotel, da to poveš. Enič motorju pri dihanju pomagata 2 catch-cana. Ogromen Mishimoto hladilnik skrbi za hlajenje in montažo tega hladilnika je tudi olajšala ta cevna konstrukcija.
ker je šasija v bistvu skrajšana za 20 centi. Ja. In je ta cel crash structure narejen iz železa, kot je zdaj že kar standardna praksa v drift svetu. Ti je pa tudi to olajšalo montažo vseh komponent, ki so tu spredaj, pa jih po moje kar povej, kaj se dogaja. Normalno. V bistvu to imamo oljni hladilnik. Oljni hladilnik sem zaradi tega, ker ima ta motor že hladilnik z izmenjavo vodo-olje. Sem ga vezal prek termostata, da slučaj ne bi podklajalo motorja. Pač tu vodni hladilnik in to zraven manj še dodan še servo hladilnik. Z ventilatorjem, ventilator je povezan na števc, skrbi samo za vžigajne. Crash structure pa poleg montaže vseh luči, sprednjih blatnikov in hladilnega paketa služi kot tow strap, ne? Ja. Odbijat se pa pripne z dvema hoodpinoma, pa z dvema federama na blatnike, da pač drži svojo obliko, ne? Tudi si se potrudil tudi estetsko, vidim, z novimi lučmi, Ja. da avto zgleda na blizu in daleč. Vem, da sem kombiniral stop mountami od Wisefaba, da se zamakne ven, da ni preveč camberja. Načeloma to nekaj je nastavljivha, ni pa to, se ne vidi dva šraufa, ima od spodaj dejansko ne moreš po malenkosti premikati, lahko sam, ne vem, dajmo reči, če je zdaj tukaj, je naslednja že tukaj. Camber je po podatkah podrt za 5 ali 6 stopinj. Malo bolj vešče oko bo videlo, da je tudi ta šalica komplet predelana. Ojačana je z različnih strani, predvsem pa od zgoraj, ker 46 šalice imajo tendenco pokati okoli vijakov, ker so serijsko to globoko vlečeni, tanki, kovinski kosi, ki pod velikimi obremenitvami radi popokajo. Ja. To smo v bistvu kompletno šalico oblekli še v 1,5 mm pločevino. Z te strani, ko ni toliko gužve, pa vidiva tudi to, da je šalica vezana na stebriček kletke, pa tudi dol na spodnji del kletke. To pomeni, da v bistvu ta avto je trianguliran v vse možne smeri, da je koliko trda se da šasija, ne? In zanimiva stvar je tudi to, da je spodnji del kletke podaljšan v nek manjši subframe, ki je za originalnim subframeom, in ta manjši subframe služi za to, da v bistvu drži motor na mestu. Evo, in tu je ta manjši subframe, ki je sestavljen iz te prečne štange, pa teh dveh štang naprej in vezan na mounting point ojačitve, ne? To imamo overflow tank z hladilnik, ki pač služi, da v bistvu to noter imam načeloma do teku manj tekočine in ko se avto shladi, potegne nazaj noter, ko se zagreje, se ta reč polni. Tu je ena izmed šop centralnega gasilnega sistema, ki bi preprečila, da ta avto pogori do tal v primeru, da se kaj vžge. Ja, ena je tukaj in dve so še na vsaki strani. Ta cilja dol proti levi strani, a v spuhu una proti drugi strani, ker načeloma ponavadi je pri vzpuhah, da zagori. Če prije kakšno olje gor, potem bo zagorelo. Centralni gasilni sistem pa lahko dejan stroži noter, bomo pokazali kje, ali pa sodnik oziroma varnostnik ob progi z potegom na ta bolden. Ta bolden pa služi za centralni sklop električnega sistema, ne? Zdaj, ko tudi tako lepo vidimo ta izpušni sistem, a je to original kolektor? Ne, kolektor oziroma kompleten vzpuh mi je naredil Loharson Performance. V bistvu kolektori smo gledali, da so vsi enake dolžine, se združijo pole 4 v 2 in poj še X-pipe od spode in po gre na lonce. Evo, zdaj smo pa na voznikovi strani avta in tu se tudi v engine bayu več dogaja. Pa nas vodi skozi to, kar je, jaz sicer vem, kaj to je. Ja. Dokler pa se ne spozna toliko, bo pa z veseljem zvedel, kaj so te komponente. Začnemo kar z začetkom, tu je regulator pritiska bencina. Naprej tukaj imamo oljni filter, ta posoda sem ohranil kar originalno, da ni bilo treba toliko predelav. Tukaj imamo za servo olje posodo, tu si že prej omenil, je oil catch can. In tukaj spodaj od zadaj imamo še termostat olja. Super. Evo ga, zdaj pa, če pogledamo ta avto iz strani, ne, v bistvu je motor premaknjen za ene, bi rekel, kar 40 centi nazaj. 40 cm, ja, bi bil. To pomeni, da je dejan mogel podaljšati volanski drog in to je pač vedlo do kar nekaj izzivov.
in pomeni, da je v bistvu volanski drog uležajen tukaj na šasijo. Spodnji del je sestavljen iz dveh zgornjih delov od E46, ki je na sredi kar štukan, zato ker pač profili paše enega v drugega. Ja. Aleš 46 nima volana v sredini, ne? In če malo zamakneš, ne moraš to na spodnjem delu v bistvu uporabiti plastike, ne? Tako. Mora biti kartan. Zato pa mi na Skid Shopu prodajamo poliuretanske zglobe na volanski gredi, ker če daš tam solid aluminijast del, bo volanski drog slejko prej počil, ker ga dobesedno zvija z vsakim obratom, pa tudi volan se ne bo lepo vrtel. Je pa tu še ena stvar vidna in to je pač v bistvu tvoj side hustle, ne? Je prodaja in izdelava zavornih cevi, pa ne samo zavornih, obvladaš tudi teflonske lightinge. Teflonske, navadne, pač vse, kar se tiče tekočin, tako rekoč, ne? Tako, in v bistvu to, da nekdo uporablja ANO cevi z teflonskim vložkom, prepoznaš tako, da so te matice, torej ženski del ANO nastavka ima tako prirobnico na koncu, da lažje požre ta nastavek, zato ker teflonsko cev ne moreš samo našraufati skupaj, ampak je moraš razpreti, najprej natakniti in pol šele lahko to zgornjo matico zašraufati. Kaj dela s temi cevmi, prsti zelo trpijo. Zelo boli, zelo boli. Evo, E46 je večji in težji brat kot od E36, ne? Zato si pa poskrbel, da vseeno ta tvoj ni pretežek s fiberglass haubo. Blatniki so fiberglass. Tudi fiberglass. To je pa delovno mesto. To smo tudi pač v bistvu začelo se je dejansko zapiraj nam požarne stene in kanala. Prej sicer sem malo že gledal pozicijo stola, pozicijo volana, pozicijo pedal. Je pa bilo tako, da ko sem vedel, da bo avspuhe, ko so pomeri, sem vedel, da bo zelo težko narediti, ker je ful malo prostora tam. Sem najprej peljal avto cel odprt, narediti avspuhe. Povedal sem mu želje, da se drži čim bolj motorja, ko bom rabil tukaj prostor za pedal box. Če bi šel v top mount, dejansko bi imel skoraj še večji probleme. Kaj dajmo reči, to zad za tem, tu pločevino je že glava motorja, ne? Je to gre prav, dajmo reči, ta del, ki je to, tu sem sestavljal del po deli, da sem šel čim bližje avspuha, da mi je ostalo čim več prostora za pedala. Pedala so povezane pač na električni gas, originalen, se tu ni tikano nič. Tukaj imamo ventil z izklopiti zadnje zavore, če slučaj pri ohreveni, da bi to ohrevati samo zadnje gume, izklopim na stikali zadnji vod in pritisnem zavoro in mi poje zadnje ne žlajfajo in ne smodi ploščic. To je v glavnem Wilwoodov floor mounted pedal box, ki ima tudi nastavljiv brake bias z vrtenjem tele navojne palce. Ko tegneš to matico, lahko naštelaš ravnotežje zavor. Rezervoarčki se pa nahajajo tukaj na sredi kabine. Recimo ena zanimivost je, te cevi načeloma, ki imajo dot olje gumijeste, je zelo težko dobiti, da zdrži, da ne luti razsejati, da ne luti razjedati. Jaz sem tukaj noter probal, mislim, da 3 različne in zdaj tebe držijo. Evo, tukaj nas gledaš ena šoba gasilnega sistema, marsikoga bo pa zanimalo, kaj je to. Ja, tukaj imamo pa USB port, za se priklopiti na računalnik. Sicer je pa tako, da odkar sem tega montiral, ga nisem še priklopil, ker ima ta DAF šloger, ima tudi Wi-Fi in se enostavno z računalnikom kar prek Wi-Fi-ja povežem. Je tu bel slučaj, če bi bil kakšen problem z Wi-Fi-jem, imam poje USB kabel dodatna povezava. Evo, z tega pogleda se vidi kar fejst nazaj, Dejan sedi v avtu. Zdaj pa je šel na drugo stran, pa nas bo sam peljal skozi postopek vžiganja, pa nam povedal, kaj gledaš ti v bistvu na armaturki, ne? V glavnem, ko si ti sedeš v avto, ne smeš pozabiti zapreti vrat, ker ko si zapasan z 6-točkovnim varnostnim pasom, ne dosežeš več vrat. Ampak zdaj se ne gremo peljati, zdaj nas bo sam pokazal, kako se avto pač vžge, kako avto funkcionira. Moraš najprej glavno stikalo vžati, se vžge display. Pole recimo, jaz, ko sem pač to delal, vem, kjero stikalo je kjero, vžgeš najprej interno pumpo v rezervari, pa vžgeš zunanjo. Zdaj, če bi jaz to avto vžgal, dejansko ne bi vžgal. To je pa zaradi tega, ki je regulator vezan v dead end, kar pomeni, da na fuel raili nimam povratka. Moram
to pumpo ene dvakrat, trikrat užgat, da dejansko pritisk prebije regulator do fuel raila. Pa tukaj imamo kontakt in tudi zdaj smo že redi. Kaj pa spremljaš na Dashu? V bistvu na Dashi imamo vse te glavne podatke, recimo če začnemo gor na vrhi so baterije, na desno je hitrost, ki je pač prek GPS-a, ker nimam nobenih senzorjev na kolesah. Naprej pole imamo pritisk goriva, pritisk olja, tu imam tudi varovane, mislim, neke programe od zadaj, ki mi dajo opozorila. To je temperatura servo olja, to je pa temperatura olja, tu je precej pomembno. Tu imam tudi vsaj ene, dva ali tri programa varovanja s pritiskom ured. Čim pade pritisk, mi takoj javi napake. Recimo, zdaj sicer simulirati ne morem, kadar je ta huda napaka. Mi vse te lučke mi lute v 3 rdeče, cel displej lute v 3 rdeče in napisano gor, kakšna napaka je. In po naprej imam, recimo, vodo imam dvakrat, imam na glavi motorja, ta tudi v bistvu užiga oziroma ventilator užiga je pogoj glava. Dodatno varovanje je, če bi šel hladilnik prek 95 oziroma če bi vele šlo čez 110, tu so dodatni pogoji vsi za tisti ventilator. Slučaj, če en senzor zataji, tudi če mi ne kaže podatkov, imam varovano še s 3 senzorjami oziroma 2 od zadaj, da bo ventilator se upalil. Alternativa je tudi tisti ventilator, ki je prek dašlogerja. Imam ga prek dašlogerja, če ga dan sem, ga tudi še zmeraj ročno užem, tu je dejansko tretje varovanje. Drugi ventilator sem pustil, da ga jaz zmeraj ročno užem. Po je to naprej imamo še luči, ki jih lahko zdaj ugasnemo, še brisavci in če bi bila nočna še za LED bar od spredi. Zanimivo je to stikalo z prednje zavore oziroma za tiste zadnje vore. Ja, za tisti ventil. Če imam za delati burnoute ali karkoli, stikalo ugasnem, se pravi je trajno izklopljen ventil. Če imam za ohrevati, da roko sem, ga držim in ko končam ohrevati, se vam sklopi. To imam za regulacijo tega brake biasa, za zavore. Trenutno je brake bias odklopljen, ker sem imel problem s povračanjem pedala od gasa in sem mogel to od spodaj dodati še dodatne 2 vzmeti in zdaj časovno ni zneslo mi preklopiti nazaj brake bias. Zato sem jaz prej videl kontramatico tam, ne? Da se ne odvrti sam, ker ko imaš pa ta bolden povezan, se pa ta gumb v bistvu zaskoči, ima klike. Ja, ima klike, to imam še jaz sprožiti gasilni aparat. Glavni kill switch, pol pa IRP-jevi pullback ročni dela družbo še ta shifter, ki ima reverse lockout, to pomeni, da on ne more med vožnje po nesreči v rikverc nabiti. Vse je pa zmontirano na ta lep tunel, ki je v bistvu kar debo, ne? Milimeter pol? Ne, v bistvu od tukaj naprej je milimeter, to podi menjalnikom in podi ročno, ta del do teku je pa kar 3 milimetrski. Tu imam spet z prejšnjega avta, ko potihneš ročno že 3 milimetrske, se zvija malo. Že tu je vid, da se zviva. In če bi to bil milimeter in pol tržen ročno ven. Zanimivo je pa to, da je ta avto opremljen z interkomom. Kako to? Pač v bistvu interkom sem zbiral tako, da bi dobil povezavo v bokse. S telefonom samo pravim klic in mi kliče prek čelade v bokse. Recimo na treningah, če dobim 2 čelade z interfonom oziroma slušalkami, se lahko pogovarjaš med sabo. Recimo, če bi me Erik pač kaj naučil tako, ga bi lahko poslušal, da mu ne bilo treba kričati. Na interkom se povežeš z tem čepom, ki ga vtakneš v čelado, ki ima pač grejeno slušalko in mikrofon, da lahko komuniciraš z ekipo. Evo, pri sovozniku pa čaka ta lepa podnica, ki ima tudi grip tape, ročni gasilni aparat za manjše požare, ko pač ni krize. To je pa original BMW računalnik, ki je zmontiran s temi priročnimi klipsnami. Ročno delo moje. Tu sem dejansko na roke delal. Tako da to v bistvu tak majhen, relativno enostaven komad zahteva struženje, zahteva rezanje, zahteva vrtanje.
poleg originala računalnika je valjda OBD port, nekaj relejev in več relejev, Ja. pa vse te glavne varovalke, tako da je tukaj pri sovozniku vse pregledno in v bistvu pripravljeno na servisiranje ali pa diagnozo, če bi prišlo do kakega problema, bodi si v nesreči ali pa če pač kaj crkne od te vročine. Ne. Ja. Zanimivo je tudi to, da ta zgornja cev, ki je del tunela oziroma požarne stene, je strukturni del avta in služi kot zgornji nosilec za ta volanski drog, ki pa je tudi vaše izdelave. Ne? Ja, volanski drog smo tudi pač prav od nule začeli, od ideje, kako bi izgledal. Pa smo pač iskali primerne ležaje za noter, da so neke standardne mere, da ne daš tako mero, da če bi slučaj lotil ribet ležaj, tega dobiš za malo skoraj, da nije v eni masnici. Ne? Pač pa smo tudi dejansko, ko se je to delalo, je tudi komaj prišel ven 3D print, se je tako začel 3D print, smo v bistvu to, kar tu cel smo plastično postrožili in ta vrhen del smo dali komplet 3D printed, da smo imeli en test fit, preko damo tu strožiti in reskati, ne, ker to, recimo, ta vrhen nosilc je bil kar precej reskajna, nedenje, tu se je delalo na 5-osni CNC napravi in nismo tli, da bi vse poreskali in da ne bi delalo. Ne. Zanimivo je to, da je ta kletka zelo obsežna, ne samo, da je pač ona tudi del požarne, gre naprej na šalce in ima sekundarni stebriček. Ja. Za razliko od AST klet, katerih sem jaz navajen, je pa lomljena precej nižje, ker AST kletke in večina klet, ki jih kupiš recimo off the shelf, se lomi tukaj, zato da da čim več volumna v kabini, ker pač je voznikova glava normalno nekje tu, ne tako daleč nazaj. Ne. Dejan tega problema ni imel, ker je tudi njegov glavni lok daleč za to ojačitvijo na strehi in imaš več kot dovolj prostora v kabini. Ne. Ja, ja. Ta rollbar tu je dejansko pač narejen je po pravilniki FIA, sem ga pa delal dejansko vse po meri. Za bočni udarec te ščitijo pač klasične X cevi, ki jih poznamo iz praktično vseh dirkalnikov. Ja. Vrata so fiberglass, so pa tu spredaj poleg purpena ojačani tudi z plehom, zato ker ta dolga kupejevska vrata kar obremenjujejo pante in zato, da pač ne bi počupalo teh jakos fiberglassa, je bilo treba ta vrata malo ojačati. Pri limuzini ni teh problemov, so pa vseeno vrata cela flimzi. Ja. V bistvu veš, kaj je bilo še noter? Povej. Sicer je grdo vid, ma posnemaj tisto revno tam. Vidiš tisti revno? Aha, to je Ja, levo. recimo zunaj strani boš lahko lepo posnemo. Ja, No, kaj je to? in zdaj ti lahko jaz povem. Lahko kar povem? Ja, valjda. Glavnem to na tem posnetku, ko vidite tu revno, ne? Ta revna je v bistvu zbodna vode sprožitve gasilnega aparata. Tako da je na svet vsem, dajte začetek sezone provat bovdne. Jaz sem ga sicer to začasno sem ga rešil z vedejem, sem podral malo narazen in zdaj, ko so pač take sile, dejansko meče vodo in vedetem ven. In to tudi pomeni postavitev, kam postavite. Jaz recimo te dve tipki za sprožitev se jih dejansko slabo postavil. Ko piram avto, ko pada dež, mi hodi voda noter. Ne? In posledično je noter zarel in dobro, da sem jaz tu predi tekmo proval. Ker če jaz tega ne bi proval in bi avto zagorel, je tista ročica tam za manj. Zgoriš noter, zgori avto, vse zgori. Ne? Zdaj sem me spomnil na to, da lahko še omenim, da so v bistvu bili original te traverze izrezane, ker so zici zdaj toliko nazaj, da je Dejan naredil po FIA standardu oziroma celo nad FIA standardom, ker imaš M10 vijake, FIA zahteva M8 vijake za montažo sedežev na karoserijo, pa tudi za montažo pasov je ušvasal nove plate, da imajo ti pasovi res močna sidrišča, da v primeru kreša pač držijo potnika v sedežu in ga tako varujejo, koliko se pač da. Edini original del tega avta so streha, stebrički, pa del praga in dno. Ne. Spredaj je vse doma narejeno oziroma custom narejeno za to predelavo, pa prav tako tudi vse, kar se tiče nazaj. Ne. Tu ni dobenega originalnega dna, ampak je na novo narejeno dno, pod katerim v bistvu ni nič. Nič. Dokler ne prideš dovolj nazaj, kjer je prišraufan most, most je pa prišraufan v teh luknah, pa tako sem prej posnel, je na aluminijastih pušah. Narejeni so tudi novi strat taveri, tam se vidi del original koloteka. Ta spodnja cev je pa v bistvu nova šasija,
ki povezuje sprednjo sidrišče mosta z zadnjim sidriščem mosta. Ja. Prečna cev, ki je del požarne, je spet strukturni del. Tisti kabli so pa remote adjusterji, da lahko štela trdoto amortizerjev iz prtljažnika. In recimo ta tretja cev gre v bistvu tukaj od spodaj, je še povezana še enkrat tam, gre tako od spodaj, jo niti ni vid. Gre direktno iz deve cevi gre naprej še še enkrat na most. Tako da most je dejansko 3x5 na rollbar. Kletka je pa v glavnem loku med sabo spodaj povezana še s to cevjo, ki gre čez tunel, ne? Ja. Da bo po moje lahko grejo kuferam pogledat, ne? Mi doma po moje še 10 minut, pol pa ta GoPro crkne. Ja, ta bo najdaljši video po moje vseh. Ja. Pa bom pogledal, viš na tega. Ja, veš da. Pa ne, zdaj to zadnje dva sem že res prav celah, ki je zanimivo. Preden greva v prtljažnik, kjer se tudi dogaja en kup stvari, morajo pač povedati, da je Lagerson naredil side pipe na obeh straneh. Obrobe pa izgledajo, kot da so narejene v stilu GTR-a in za razliko od marsikoga, ki naredi to napako, da zalepi fiberglass direkt na kovinski bok, se tu ni tega zgodilo, ampak ste kaj naredili? Ja, to smo v bistvu kopirali tebe, ki so prišle zraven whitebody kita. Najbolj zaradi tega, ker vozim tudi rabljene gume in rabljeno gumo, ko ti sleče profil, tebe obrobe ne bi bilo več. Ta je zdržala že enih par kar konkretnih udarcev. Recimo vidimo odbijač, ne, smo trenutno ga malo pojačali silver tapem oziroma balen tapem. To smo tudi potihnili naprej, je v bistvu okoli končnika vzpuha, da ni fiberglas, ki bi zgorel. Smo naredili spločevine in dejansko tukaj se kolotek tudi drži od zadnji. Zadnji odbijač pa pač da kompliment temu whitebodyju, držijo ga pa dve Sparco Fedri, pa dva hudpina na isti sistem kot sprednji odbijač. Ja, dejansko isti sistem uporablja. Evo, tu se pa vidijo zadnje ta velike cevi, ki so pač sidrišča mosta. Mi je pa zanimivo, da si uporabil za to cevjo v bistvu original šasijo, ne? Centralni element kuferama je pa definitivno ta radium fuel cell, ne? Posebna stvar tega fuel cella je to, da v bistvu dobiš ti že na radiumovi strani vzorec, da veš, kako narediti prirobnico, na katero se bo zmontirala. Celica je verjetno polna pene. Polna pene, ja. Ta vložek pa drži search tank in vse pumpe. Ja, tukaj vidimo po teh vrhunah je prišrafana spodaj posoda in ki ima volumen 2 litra. In ta črpalka, ki je priklopljena tukaj, najprej napolni bencin v search tank in iz search tanka gre na filter in iz filtra na regulator. Lahko daš noter 3 črpalke, tako da goriva ti ne more zmanjkati tudi po moje do 2000 kojnov. Mi je pa ta sistem zelo všeč, zato ker ima dosti manj spojev izven tanka, za razliko od eksternih search tankov, ker tam je ponavadi so 4 nastavki na sam search tank, plus ven not iz tanka, plus velika cev za tankanje, ne, ki je pa tu kar položna, te kdaj matra to, da ostane? Ne, v bistvu gledam, da je napolna rezervar, ki je do enih 90%, če ne je tudi to se ena napaka, ne, ko imam tukaj oddušnik rezervarja. Jaz sem naredil en lup, praviloma, v bistvu v FIA pravilniki piše 2 lupa in ne piše zastonj. Zdaj, če bi jaz naredil 2 lupa, ne bi prišel bencin ven, je pa tukaj že tekel bencin, ker sem napolnil rezervar na 100%. Tako da zmeraj gledam, da je nekje 90% in je zmeraj zadosti. Ker ta oddušek bi mogel v bistvu dvigniti maksimalno visoko in se si ga do stropa stene. Tu na hitro vidimo še te remote adjusterje. Tukaj vidimo še te remote adjusterje. Pa preden grem stran od sistema goriva, ta stvar ni tu za brez veze, je v bistvu zelo praktična in pomembna na dirkah. Zakaj? Ja, tu je pa senzor nivoja goriva, ne? Tako, to je plovec, ki ga lahko tudi od tukaj odšraufaš, odstraniš, zamenjaš, brez da bi odpiral cel tank, oziroma da bi to celo celico šraufal ven z tanka. Seveda. Ker razen ob generalnem servisu sistema za gorivo se pač izogibaš odpiranju celotnega tanka, ne? Zanimivo je to, da je skozi bivši zračni kuferama zmontiran bežbar, ki je pa tudi kar iz radodarnega FIA, vidim. Ja, tu tiskrat niso bili še popularni, toliko so bili, niso bili in nisem dobil nič prav uporabnega, kako kopirati. In potem sem šel pač posebej in posebej je, da malo pretiraven smo šli, ja. Bilo je bilo malo tanjši cevke, bilo je bile. Ni prav 100% narejen z
podrsati na polhno noter v en zid, ki bo kar precej bo zvivalo nedenje. Ja, izdelava je tu malo po drugačni filozofiji, ni tako moj modri, ko je v bistvu zadaj celna konstrukcija, ki je mišljena, da jo uničiš. Ta avto je bolj solid kot celota, ne? Tako da ni mišljen za razbijati po zidih. Še stvari, ki bi jih rad poudaril tukaj, pa tudi položil na srce vsem, ki se lotevate izdelave drift avta. Pritrjene cevke, ki ne skačejo, ne ribajo po potencialnih robovih, in pritrjen filter benzina, ki se ne bo preribal sam, sploh pa ne, ker je v tak močnem ohišju, ampak tudi če ne uporabljaš takega filtra, je fino, da ga dobro pritrdiš. In ko gre lightinga, sploh pa če je to lightinga, v kateri je nekaj zelo gorljivega, skozi trdo steno, obvezno uporabljaš manšete oziroma gromete, ki niso največji Kitajci, najbolj tanke, ampak neke konkretne, da je ta lightinga tu zaščitena in se ne bo preribala. Recimo drift avte, bolj manj se zahteva, da upoštevajo ta članek 253 dodatek J, in tam imaš opcijo uporabljati ali gromete ali pa bulkhead fittinge. Povej, imaš še kaj bi še poudaril o avtu? Pač od zadaj se je zamenjalo most, se dalo most od en pit, glih tako pač BMW-ja. To je pač tudi nekako naneslo, tako razmišljal sem od M3 mosta, ki bi pašel direktno, oziroma od M5 mosta. M5 je bil na voljo, rekli so mi, da je kao močnejši, sicer sem že utrgal diferencal proč, sem že zdrobil diferencal proč. Torej so se pogovarjali o diskih, ki izgledajo tak, pač na kameri se bo videlo, da imajo že nekaj roba, zakaj in po koliko kilometrih? Tu je zdaj 500 km vožnje in zaradi agresivnih ploščic. To bo zato, ker uporabljaš sintrane ploščice, ki imajo ful pač kovine v sebi, ne? Ja. In dobesedno stružijo disk, zato on tudi postaja tak vijoličkaste barve. Na ploščicah se pa tudi že vidi, da so dali nekaj vročine skozi, ne? Ja, dejansko bolj pobira disk v ploščice, no. Dejansko bo treba prej disk zamenjati v ploščice. Take ploščice so pa uporabne v kombinaciji s pedalboxom, ne? Ki pač nima servovačevanja zavor, tako da moraš v bistvu zavirati z močjo noge. Ta avto, ko tehta s tabo skoraj tono 400, ali pa to nekje, ne? Tono 350. Plus ti. Ja. Tako da čez tono 400, ko si pač poln. In zato rabiš agresivne ploščice, ne? Voziš enega najbolj zanimivih drift avtov v Sloveniji in daleč naokoli, ne? Ne samo zaradi koncepta avta, ampak tudi zaradi vsega truda, detajlov, pa high-end opreme, ki si jo uporabil, ne? Tako da ta avto je konkurenčen na vseh lokalnih tekmovanjih, z njim se zabavaš tudi na gorsko-hitrostnih. Kakšne so ambicije ti in driftanje v naslednjih 3 letih? Kaj lahko pričakujemo? Dejansko za naslednje 3 leta bom verjetno pa se pojavil na kakšni tekmi, tako take horske, super speciali. Kamor grem načeloma za veselje, da pridobim malo izkušenj avta in po tismu bomo videli. Meni je v bistvu dejansko lahko rečem, da meni so mi sanje se izpolnile, ker sem naredil pro avto. Pustimo stati po specifikacijah, bi bil pro enih 6-7 let nazaj, zdaj ni pro, ker bi imel 800 kojno. Tu mi je bil v meni, tu so bile moje največje sanje narediti v detajle pro avto in v tiskrat sem rekel, ko je avto upalil v bistvu v prvi bod, sem rekel, mi ne treba skoraj niti voziti. In še ko sem na prvem treningu potrdil, da se avto ful lepo vozi, to je to. Super. Kaj bi dal 1 ali pa 2 hitra nasveta za vse, ki sestavljajo svoj drift avto? Recimo taki najbolj velik nasvet je, probajte prišparati, dajte prišparati tam, kamor lahko. Recimo kakšne reči, ki so zelo kritične, najbolj za varnost, tam ne šparati. Roll bar je tudi ena taka reč, se ga da narediti po pravilniki, se ga da narediti prav. Imate proizvajalce roll barov, ki imajo 3D poskaniran avto, plačaš tistih 1000 evrov, če češ malo bolj povezan, 1500 evrov, delaš pa še noter in to je to. Jaz na tem avti sem dejansko skoraj izgubil voljo zaradi roll bara, roll bar se je delal v tem avti 3 leta. Ampak je pa tudi en najbolj obsežnih roll barov, ki jih vidiš, ne? Je povezan, je narejen po pravilniki, vse sam
Če bi pa šel originalen oziroma klasična mera noter, ne bi delo. Ja, Ni variante. valjda, se strinjam. Sicer si že povedal, da so to tvoje sanje. Če bi si lahko vse okoliške pogoje zmišljeval, ne? Torej Dream Build ni omejitev finančnih, časovnih, obveznosti v lifeu ni, kaj bi se stavil? Zaenkrat se še drži Toyota GT86 in tudi že Zenota. Načeloma tist mi je, ne vem, malo zaradi videza, malo pač tist mi je najboljši, no. Povej folku, ki gleda ta video, kje lahko vidijo več slik, video tega avta, kje ti lahko sledijo? V bistvu največ slik od avta imam na pač mojemu Instagram profili, Dejan Fakoč. Drugače, pač tebi posnetki, ko so z tebi horskih in super specialov, kamor sem se pojavljal, so pač na YouTube od različnih tevih snemalcev. Načeloma na Instagramu je najbolj pregledno od začetka do konca. Super, evo, to je to. Nič hvala, da si vzel čas pa predstavil ta avto. Mi je bila že en čas želja ta avto posnet, tudi zato, da lahko vsem, ki gledajo videe, pokažemo, kam ekstremno lahko grejo s predelavami, da je pač tu domišljija, finance pa obveznosti v življenju so edine omejitve, ki jih imaš za predelavo drift avta.